Pozdravljeni v zadnjih minutah za kulturo to poletje, v katerih se bomo ozrli v prihodnost branja. Zato sprašujem Igorja Bratoža. Igor, kako bomo Slovenci brali čez 10, 15, 20 let? Pred dnevi je svojo elektronsko knjigarno odprla še naša največja založba Mladinska knjiga in napovedala kar precejšno izbiro v njej. Torej se Slovenci bližamo e-branju. Prihodnost je očitno brezpapirna. Na drugi strani Atlantika v Ameriki je seveda to čisto drugače. Tam je res že večino knjig prodajo v elektronski obliki. No, pri nas imamo zdaj od večjih založb, seveda študentska založba je letos marca štartala s testnim zagonom svojega Biblosa in od 1. julija. Delujejo resno in čist zares. Mladinska knjiga pa tudi zdajle. Tako da imamo izbiro pravzaprav zaenkrat začetek, no, ni tako velika, so pa uspešnice, so različni žanri, so tudi, ne vem, knjige za otroke, celo 2 učbenika sta pri mladinski knjigi, da se malo še otroci lahko navajajo na elektronsko učbeniško izkušnjo. Kar zadeva cene, so pa take kot vse pri mladinski knjigi, to so sveži podatki, tako kot stanejo žepne knjige, recimo med 9 evri pa tudi do 30 in malo čez. Ti si bil zadnjič na tiskovni konferenci, na kateri so to predstavljali. Kakšen problem pa vidijo pri celem projektu? Ja, problem cele Evrope je, da je ljudi z bralniki, tabličnimi računalniki, s pametnimi telefoni, ki bi bili pripravljeni brati in kupovati knjige, še zanemarljivo malo. V Nemčiji, Franciji par odstotkov. Tudi ta prodaja knjig v skupni prodaji knjig je še zelo majhna. Ne vem, naša zakonodaja seveda je e-knjigo obremenila zdaj z 22 odstotki, to seveda tudi ni dobro. Problem je prodaja, recimo tudi zaradi nejasnih pravil še prodaja knjižnicam in s tem posledično izposoja e-knjig. Tako da problemov je še kar nekaj, ampak verjetno jih bo sam trg, samo število recimo vse večje bralnikov in ljudi, ki hočejo brati v tej obliki knjige, bojo seveda se te težave manjšale ali pa razrešile. Ti pripravljaš že časopis, eno posebno temo o elektronskih knjigah in oglasil se nam je tudi naš sodelavec iz New Yorka, Sebastian Kopušar, ki pa pravi, da je tam postaja klasična knjiga, da dobiva že patino, ne? Da v podzemni železnici v New Yorku pravzaprav ne vidiš nikogar več, ki bi bral. No, tudi na ljubljanskih avtobusih je že kar precej ljudi, ki listajo po svojih iPadih ali pa Kindlih. Ja, smo v eni pionirski fazi, ne? Stvar je že na trgu, vsi modeli so jasni, tudi ta poslovni model, kako založnik dobi bralca, je jasen. V bistvu zdaj lahko čakamo če dalje večjo ponudbo in seveda se pa mora vsak bralec pri sebi odločiti, ali se mu to zdi cool. Seveda za na morje. Ker smo tik pred dopusti, ne? Si zlahka predstavljamo, da greš s 50 knjigami v enem bralniku, ne? To je super. Kar pa zadeva samo recimo dostopnost, tukaj so tudi še težave, mislim, te formati, se je najbolj uveljavil EPUB. Ko sem pa pregledoval ponudnike slovenske, sem pa ugotovil recimo, da imamo knjige manjših založb ali pa samo takih posrednikov, ki ti jih ponujajo tudi recimo v PDF obliki, ampak najdeš kup naslovov celo zastonj. Tako da našim bralcem preostane odhod na morje, na počitnice, kamorkoli, z bralnikom v nahrbtniku in kar nekaj naslovi v njem. Očitno je to prihodnost.